Živijo, sem Katarina, študentka francistike in primerjalne književnosti na Univerzi v Ljubljani. Prvi letnik magisterija sem šla na Erasmus izmenjavo v Toulon v Franciji. In potem sem preko francoskega inštituta dobila štipendijo francoske vlade, da sem zaključila magisterij v Montpellierju. Za Francijo sem se odločila čisto naravno, glede na to, da študiram jezik. Glavna razlika študija v Franciji in v Sloveniji je ta, da se njihovo študijsko leto začne septembra in traja do konca junija, kar pomeni, da je izpitno obdobje sicer krajše, ampak je zato več počitnic. Študenti prihajajo iz vsega sveta, veliko je mednarodnih izmenjav, tako da se v bistvu učiš eden od drugega, kar je zelo pozitivno. Veliko je tudi mednarodnih konferenc, tako da si na tekočem z vsemi najnovejšimi raziskavami. Izpiti in diplome so priznane v Sloveniji, tako da to je res super. Francija je znana po dobri hrani in pijači, tako da tega res ne manjka. Preizkusite predvsem njihove sladice, ki so odlične. Priporočam tudi, da greste še malo okrog, ker je avtobusni prevoz zelo poceni, cenejši kot v Sloveniji. Tako da lahko obiščete gore in morje in tudi mesta, kjer so muzeji in galerije za študente zastonj. Mednarodna izkušnja ti da širino, drugače gledaš na svojo državo potem in veliko se naučiš. In vse to ti pride prav pri iskanju zaposlitve, ker delodajalci tudi cenijo tvoje mednarodne izkušnje. Recimo pri meni sem dobila pripravništvo na francoski ambasadi, potem ko sem prišla nazaj. Če vas zanima študij v tujini, vprašajte sošolce, ki so že bili na izmenjavi, vam bojo sigurno z veseljem povedali o svojih izkušnjah. Ali pa se obrnite na mednarodno pisarno ali na inštitute. Veliko je informacij tudi na internetu, tako da to res ni problem. Ne zamudite pa razpisov za štipendije, ki so spomladi za naslednje šolsko leto. Študij v tujini je res odlična izkušnja.